iPhone 15 Pro in 15 Pro Max sta vrhunski napravi, ki jo priporočam vsem tistim, ki ste fani Apple, kot tudi vsem tistim, ki ste želeli iPhone samo sprobati. Zlasti jo priporočam tistim, ki ste odlašali z nakupom lanskoletnih iPhonov, ker ste čakali na USB-C, ker ta telefona ga imata. Prav tako imata tudi novo ogrodje iz titana, zmanjšane obrobe okoli zaslona za kakšen milimeter ajde. Imata tudi nov čip z novim imenom, večji Pro Max pa ima tudi 5-kraten telefoto objektiv. Ampak to še ne pomeni, da sta popolni napravi, ker ima tudi porodne krče. Premaz čez titanovo ogrodje se hitro spraska, eni uporabniki so dobili že spraskani napravi iz škatel ven, baterija je ful dobra, razen ka ni, telefon se lahko zelo segreje in to bi vam položila na srce, da ne hodite naokoli brez zavitka čez telefon. Zakaj? Ostanite z nama, da boste zvedeli. Prva stvar, ki jo opazite, ko vzamete te dve napravi v roke, da izgledata res, kot da sta narejena iz enega samega kosa in da sta hkrati tudi zelo udobni za rokovod, kot smo že v modu omenila, je letos novost ta, da je njuno ogrodje narejeno iz titana, ne pa iz narejavečega jekla. Titan je zelo odporna in draga kovina, to vam pove tudi dejstvo, da ga recimo uporabljajo pri vesoljskih raketah, ampak je še lažji od nerjavečega jekla, kar pomeni, da je letošnja prolina 10% lažja od lansko leta 14 linije in dejansko se tu čuti, katera telefona držiš v roki. Mogoče iz tega vidika telefona delujeta tako premijsko, ker nista tako težka in se pač ne bleščita, ker nimata obrob iz nerjavečega jekla. Sam sta veliko bolj prijetna za rokovati, ker je tudi teža bolj lepo razporejena, kot je bilo pri lanskoletnih iPhonih. Če zraven dodate še to, da je Apple letos malo manj ostro odrezal ogrodje na zadnjih robovih, ki zaradi tega so bolj zaobljeni, bolj dobite res bolj prijazen telefon za držanje v rokah. Boste pa mogli tudi ogrodje iz titana vsem brisati, sploh če boste telefon brez zavitka imeli, sploh če boste kupili črno verzijo, ker so prstni odtisi na njej še vsem poznajo zelo, oziroma zgleda, kot da je telefon izgubil barvo, čeprav jo ni. Samo brisati ga morate. Ima pa titan tudi svoje cake, se imajo različne barve, dodaten premaz čez ogrodje iz titana, da se ujema s hrbtom. Kot je pokazal Zach iz kanala Jerry Rig Everything, se ta premaz lahko zelo hitro spraska z ostrimi predmeti. Eni uporabniki po svetu pa so poročajo, da so njihovi iPhone-i popraskani že takoj, ko so jih vzeli ven iz škatle. Tako da se zdi, kot da ima Apple letos malo problemov pri kontroli kvalitete. Zdaj, najna aparata, ki smo jih dobila na izposojo Telekoma Slovenije, hvala, teh prask nista imela, sigurno pa boste previdni. Ampak je pa vsem to, da Apple je uspel dati ogrodje iz titana na telefone, res lep uspeh. Oba telefona imata tudi opazno manjše, ampak še zmeraj enakomerne obrobe okoli zaslona, sicer sam širine 1,7 mm. Mnogim se to verjetno ne bo zdelo nič kaj takega ali pa opaznega, ampak če si pozoren in sedito gledaš na teh ekranih, se zdi, kot da gre telefon skoraj do konca oziroma zaslon. Fun fact, vsi 4 telefoni 15 linij iPhonov imajo namesto zareze dinamičen otok, o njem so govorili že v lanskem videu, ki bo pripet spodaj v opisu. Kakor sva rekla že takrat, dinamičen otok, luštna pogledavščina, zna biti uporaben, ampak se nama še vsem zdi, da ga razvijalci aplikacij niso izkoristili do polnega potenciala. Tako, kot sva napovedala že lanski. Zdaj, ko smo že pri stvarih, ki bodo ful priročne ali pa ful izrabljene ali pa ne, Apple je letos na levi strani odstranil fizično stikalo za utišanje zvoka oziroma po angleško mute switch. No, ni glih odstranil, bolj pravilno rečeno ga je nadomestil z akcijskim gumbom oziroma action buttonom. Še zmeraj gre za fizičen gumb, ne haptičen gumb, kot so skoraj napovedovale govorice. Ta action button pa za razliko od prejšnjega stikala ni nujno namenjen sam izklopu zvoka, temveč ga lahko nastavite tudi za kakršnakoli druga opravila. Po defaultu je še zmeraj nastavljen na preklapljanje med tihim načinom in načinom zvonjenja, ampak lahko ga pa nastavite tudi za način fokusa, z njim lahko sprožite kamero, svetilko, snimate glasovna sporočila, sprožite povečevalen stekel, kjerkoli drugo aplikacijo ali pa tudi sam določene bližnjice. Lahko ga pa nastavite tudi tako, da je čist neaktiven. Ko sva bila pred kratkim v gosteh na epizodi podcasta Neureo-Nevešeni, tudi tukaj bo povezava v opisu, sva se hecala, da bodo s to potezo uporabniki iPhone-ov kar naenkrat dobili večjo svobodo izbire, podobno kot tisti uporabniki na Androidu. In da ti uporabniki verjetno sploh ne bodo vedeli, kaj naj s tem delajo. In zdi se nama, da je bilo v tej čali kar dosti resnice. Ja, res je. Za tiste, ki boste prišli z Androidov ali pa ste dolgoleten uporabnik iPhone-ov, ki še zmeraj rad eksperimentira, za tiste bo ta dodatna možnost izbire sigurno dobrodošla in boste lahko znova naredili marsikatero bližnjico do svojih najljubših appov. Zdaj, za vse ostale, ki ste bili navajeni stikala za izklop zvoka ali pa ga sploh nikoli niste uporabljali, bo pa ta gumb en velik what the fuck
in se ga nikoli ne boste sploh posluževali. No, vsaj tako se nam zdi. Sigurno pa je največja sprememba letos uvedba USB-C vhoda na vseh telefonih, na katerih smo vsi nekako upali veliko let, ampak smo mislili, da tega ne bomo dočakali, ampak zdaj je tukaj. Ja. Tle gre za ena zahvala velika tudi Evropski uniji. Letos po 11 letih ni več Appleovega lastnega Lightning vhoda, temveč standard USB-C, kakor bi mogli biti že leta nazaj. Tukaj bi se lahko komodno stajala z besedami, kot je konček, ta zadnji sajt, bolje pozno kot nikoli in tako naprej. Kar je konec koncev tudi res. Apple je pač predolg odlašal s tem in izključno samo zato, da je zaslužil na račun prodajanja Lightning dodatkov, kakor so bili kabli, adapterji ter vse ostalo, kar ima. Ko so predstavili iPhone 15 serijo, je reporterka Wall Street Journala malo sarkastično rekla: hvala Apple. Hvala. Čeprav vsi dobro vemo, da je njegove korporacije v to prisila Evropska unija. Really, you can blame this guy. I'm Malek Sajoub Saliba, a member of the European Parliament. And some may call you the lightning murderer. As you like. If you like it, call me so. No problem at all. This is the past, and this is the present. Yes, he led the EU legislation that states that by the end of 2024, mobile phones, tablets, and other gadgets sold in the EU will have to be equipped with a USB Type-C receptacle, aka port. Apple wasn't happy. We have benefits for consumers, benefits for the environment, faster when it comes to charging, faster when it comes to data transfer. So why should we continue to use Lightning cable? The only advantage is for Apple to continue to sell proprietary charging solutions which cost more for our consumers. Mnogi so sicer mislili, da bo Apple vsem pokazal sredinca Evropske unije, preskočil USB-C in šel direkt samo na brežično polje telefonov, ampak ta tehnologija preprosto ni še dosti dobra, da bi naredil tak drastičen rez, tako da bomo vsaj še par let uživali v tem univerzalnem standardu. Ampak Apple ne bi bil Apple, če vse ne bi naredil malo stvari po svoje. Ja. 15 Pro in 15 Pro Max imata USB-C vhod, ki podpira hitrost USB 3 do 10 GB na sekundo za recimo prenos podatkov na kom. Navaden 15 in 15 Plus pa podpirata le standard USB 2, ki omogoča počasnejši prenos dotek na druge naprave. Kaj je razlog za to? Ne veva. Mogoče, da je lansko leten čip A16 Bionic, ki je še v letošnjih običnih verzijah in ne podpira višjih hitrosti. Možem pa je tudi, da Apple hoče folk, ki se malo bolj spozna na tehniko, še vsem prepričati, da gredo na tele Pro naprave. Kakorkoli že, tudi če boste kupili Pro verzijo, boste še zmer rabili en kabel dokupiti, ker pač kupiti boste mogli podatkoven kabel, tak, ki ga dobite zraven v škatli in je res zelo lep pleten kabel, če vse ne podpira hitrega prenosa datotek prek standarda USB 3. Zdaj, preden boste zavili z očmi, da vas Apple hoče obrati denarja, tudi skoraj noben drug telefon zraven škatli nima USB 3 kabla in ga morate posebej dokupiti. Ni fajn, veva, da je to nekaj, kar je zelo prenosil proizvajalci, bi mogli zraven dajati tudi hitre podatkovne kable, ampak to je žal danes v tem svetu. And that's just really sad. Kar pa bi proizvajalci sigurno mogli posnemati od Apple, pa je tale pleten kabel, ki je res zelo lep. Se ne ovija, tako da res upava, da se to prime tudi pri drugih proizvajalcih. Kakorkoli že, vesela sva, da je USB-C končno prišel na iPhone, lahko boste zdaj vsaj v teoriji nosil s sabo samo en kabel, ki mu filal vse naprave. Je pa res, da bo vsaj v začetni fazi verjetno nastal komad enih odpadkov na račun služenih Lightning kablov in ostalih naprav, ker bo šlo marsikateremu uporabniku iPhone sigurno na živce. Mi dva veva vsaj za eno tako osebo. Ja, sigurno bo zopren na začetku, treba se bo navaditi, ampak zdaj na dolgi rok bo to bolj za vse, tudi zato, ker nam bodo lahko zdaj frendi z Androidi kamot posodili svoj USB-C kabel, če vam bo telefon malo crknil. Dobrodošli v letu 2023. Bravo, Apple. Edina stvar, ki sem malo razočarana, je ta, da še zmer ni pohitril hitrosti filanja teh naprav, čeprav bi lahko to komod naredil, še zmer boste torej te dve telefoni pila s 25-vatnim polnilcem, kar pomeni okoli 50% v pol ure. Ni slabo, ni pa tudi hiter. Vsem sva upala, da bo Apple šel čez 30-vatno polnjenje, ampak žal ni. Po drugi strani je tudi res, da vam bo na način upava dlje časa zdržala baterija. Poleg teh ful očitnih sprememb pa so še druge. 15 Pro in Pro Max imata noter A17 Pro čip, ki itak pošast od čipa in po benchmarkih že približuje M2 čipu na MacBookih, kar je naravnost noro, da se čip v telefonu spogleduje s performansom čipa v računalnikih. Zdaj, Apple je za namen prikaza moči čipa prikazal delovanje igre Resident Evil Village, ki je v bistvu ista verzija, kakor je na konzolah, ker je res ful impresivno in kaže na neverjetno grafično moč A17 Pro čipa. Tako da se očitno Apple mogoče sproba
tudi v mobilnem gamingu. Mi, da sicer niso mobilna gamerja, špila v igre, bodi si na konzoli ali pa na PC-ju, ampak hej, če špilate svoje najljubše igre na telefonu, bolj je to definitivno nova opcija za vas. Ja. Upam vas samo, da proizvajalci res izkoristili potencial tega telefona in gor spravili še veliko drugih iger, kar bi dejansko bilo super in bi pomenilo, da bi dejansko končno dobili izkušnjo igranja na konzolo kar na svojih telefonih, brez tega, da bi mogli sprijazniti se z nižjim frame rateom ali pa performancem. Ne bi rabili več kupovati velikih prenosnih konzol oziroma prenosnih PC-jev ala Steam Deck. Vse to bi izkusili kar na svojem telefonu, ki je rado še bolj multifunkcijska naprava, kot pa je že. Edini potencialen problem, ki ga vidiva v tej smeri, je baterija. Če ste mogoče kaj bolj spremljali tehnološke medije zadnje cajte, pa vam verjetno ni ušlo, da 14 Pro in Pro Max nista imela tako dobre baterije, kot sta imela 13 Pro in še zlasti 13 Pro Max. Veliko uporabnikov je poročalo, da jim je kapaciteta polnjenja v samo manj kot enem letu padla tudi za 10%, kar je res slabo. Apple da se do tega nikoli ni javno opredelil. 15 Pro in 15 Pro Max sta imela v cajtu najbolj testiranje po občutku zelo solidno baterijo, pa čeprav sta imela vklopljen Always On display in sta ga res uporabljala skozi. Kar se naj tiče problema z baterijo, niso imela, je pa po drugi strani res, da je niso imela tudi lansko let pri 14 Pro, ki so ga testirala in pri Pro Max tudi, tako da tukaj bo nekako sam čas pokazal, kakšna je realna situacija z baterijo. Morala pa mogoče izpostaviti, da sta ta telefona kar precej se segrela, če so jo za let cajta izpostavila aplikacija, ampak to za družbena omrežja, kar je kar res zanimivo. Ja. Mogoče je fora v tem, da te aplikacije še niso bile dobro optimizirane za iOS 17, bomo videli, sigurno pa bo Apple dal ven kmalu kakšno posodobitev, ker bo to popravil, ker pač vsak let praktično naredi. Telefona pri najnih testih nikoli nista postala neudobno vroča, čeprav so na netu krožile novice, da so obstajajo tudi taki primeri. Najna sta bila sigurno vsem malo bolj vroča na otip. Ja. A17 Pro je sicer prvi čip na svetu, ki je narejen na osnovi 3 nanometrske tehnologije in zato bi mogel biti na papirju tudi zelo energijsko varčen, ker telefonov niso imela dolg cajta, ne morala z gotovostjo trditi, kaj bo to pomenilo. Dolgi rok, če bodo ven prišle res zelo zahtevne grafične igrice, sigurno pa bi v to v najslabšem primeru pomenil znižanje takta pri igranju zahtevnih iger, kar tudi kaže v neki prvi benchmark. Ja, res je. In na koncu seveda pridemo do kamer, kjer ima celotna 15 linija glaven objektiv v velikosti 48 megapikslov, pri čemer lahko letošnji iPhone že po defaultu fotografijo v 24 megapikslih, za razliko od 12 megapikslov, kot so to v preteklih letih. Ker je zelo impresivno je to, da 15 Pro in 15 Pro Max zajemata fotografijo v 24 megapikslih brez zakasnitve, brez dolga procesiranja in brez dolgotrajnega zamika zaklopa oziroma shutterlega, za razliko od drugih naprav, ki sicer lahko zajemajo tudi fotke pri 50 megapikslih, a pa celo 200 megapikslih. A pa je razlika napram 12 megapikslom opazna. Iskreno, nama se ne zdi tako velika, oziroma je razlika, če res iščete, sploh če zoomirate v fotke, ki so že zajete, boste videli, da pri 24 megapikslih telefona zajemata več podrobnosti, ni pa neki ogromni razlike. Ja, to je res. Dejstvo je, da iPhone delajo fenomenalne fotografije, ki so v samem vrhu, z odličnim dinamičnim razponom, HDR-jem, dosti so ostre in podrobne, predvsem pa so konsistentne, pa tudi če so malo bolj hladne. Ampak take vrhunske fotke so iPhone že delali v preteklosti, tako da ne morava reči, da je prehod na 24 megapikslov naredil res komadno razliko, lahko pa da se bo to poznalo čez neki let. Kar pa naredi res veliko spremembo, pa je avtomatski potrditeljni način in ta funkcija je res cool. In ko sva enkrat sporovali, so bila samo tako, zakaj se tega noben še do zdaj ni spomnil. Ja. Ta funkcija ni nič drugega, kot da slikate neki oziroma nekoga v fokusu, ob robu spodaj se mu pojavi znakec F, kar pomeni, da je subjekt v fokusu, pritisnete za klop, telefon zbere vse podatke o globini oziroma o oddaljenosti do subjekta, kar pomeni, da naknadno lahko spremenite zamegljenost oziroma bokeh efektov v ozadju, kakor želite. Zdaj, zakaj je to praktično? Je zato, ker naprimer ne rabite delati posebej fotk v načinu fotografije in pa še v portretnem načinu, lahko uporabite samo način fotografiranja in se naknadno igrate v postprodukciji. Ali pa povedem po domač, lahko ste totalen boomer, ki nima pojma od fotografiranja, kar res je, pa lahko izmer zajamete vrhunsko fotko, ker bo telefon praktično poskrbel za 95% vseh stvari, ki se tiče obdelave. 15 Pro in 15 Pro Max se razlikujeta še v eni stvari. Pro Max ima 5-kraten telefoto objektiv, s katerim se je končno priključil konkurenci, da lahko res doseže z njim oddaljene objekte. Fotografije so v redu in stabilne, ampak 5-krat je res maksimum, kar je še uporabno. Pro Max gre sicer lahko do 25-krat digitalnega zooma, saj so posnetki bolj kot ne oljne slike, tako da tam še zmeraj zmaga konkurenca, kot sta Xiaomi ali pa Samsung, ki omogočata to 10-krat optičnega zooma in še več kot 25-krat digitalnega zooma. Ampak vse, 5-kraten zoom je tukaj in je uporaben, ni pa razlog, da bi zaradi njega mogli kupiti Pro Maxa. Običen Pro je smer čisto ok telefon. Zdaj pa k videu. iPhone so najboljši telefoni, kar se tiče snemanja videov. Pač to je dejstvo.
Vsak mulj z iPhonom lahko doma na kavču začne svoj TikTok profil in bo lahko naredil vrhunske posnetke, brez da bi rabil drago DSL kamero kupiti. To se ni spremenilo. Apple nadaljuje tradicijo vrhunskega videa. Letos so tudi opazno zmanjšali pojav odseva leč z novim posebnim premazom čez leče. Zdaj ni jim sicer ratal čistega pojava odstraniti, še zmeraj na videih lahko vidite svetlobne krogle v luftu, so pa manj očitne, kot so bile. Drugače pa še enkrat, to sta vrhunska telefona za snemanje videa. Noben drug telefon ne preklaplja toliko lepo med objektivi, ko snema, stabilizacija je super, barve so na mestu, skratka, tukaj nimava kaj za dodati, tukaj tudi nimava kaj za dodati za veliko drugih stvari. Sploh, ker so dodali še nekatere bolj profesionalne načine snemanja, da telefon res zajame veliko informacij v sliki, s katerimi se lahko editorji potem igrajo. Kaj pa še ostalo? iOS 17 je super tekoč operacijski sistem, animacije so tekoče, sva pa itak več povedala o njem, že ko so testirala beto. Apple ekosistem oziroma visoko zagrajen vrt je še zmeraj na nekem drugem nivoju napram konkurenci. Oba telefona imata tudi odlične zvočnike, super svetlo zaslon, pač vse ostalo je čisto v redu. Ampak na koncu se mora še vseeno malo dotakniti slona v sobi, ki se je pokazal v zadnjem tednu, in to je, da naj bi bili hrbtišči 15 Pro in Pro Max bolj dovzetni, da pošta pod pritiskom, kar je pokazal že nekaj YouTuberjev v svojih drop testih. Par ljudi je tudi že razstavil nove iPhone in ugotovil, da 15 Pro in Pro Max za razliko od 14 linije na steklenem hrbtišču nimata dodatne kovinske plošče, ki bi utrdila steklo, in to naj bi bil razlog za tako drastične poškodbe, že ne pri tako visokih padcih. Najin nasvet je zato, da siguren kupite zaščiten ovitek za ta telefona in se ne probate usesti na nju ali pa jo kakorkoli obteževati na kjerkoli način, samo zato, da boste ziher. Kaj pa še cena? Pri Telekomu Slovenije, ki nam je prijazno posodil ti dve napravi, stane osnoven model iPhone 15 Pro s 128 GB notranjega pomnilnika v vredni ceni 1399 €, 1 TB pa stane 2069 €. To je res nora cena. To je res drago. Sam, Davor, počak to. iPhone 15 Pro Max stane začetnimi 256 GB notranjega pomnilnika 1689 €, 1 TB pa 2229 €. To so res nore cene. Kot vidite, so pač res dragi napravi s premijsko ceno, vredno Applovega imena, ampak glede na to, da Apple ne samo da vzdržuje tržni delež, ampak ga še povečuje, očitno pač neki delajo prav. No, ok, to je bila ocena oziroma mogoče bolj prvi vtis o telefonih iPhone 15 in iPhone 15 Pro Max. Če imate še kakšno vprašanje, nam ga spodaj napišite v komentarjih in se naročite na najin kanal ter na vsa označena omrežja. Iskrena hvala tudi Telekomu Slovenije, da nam je posodil napravi. Carji ste, mi pa se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!